Ljubljanski kongres. Ljubljanski kongres leta 1821, 200-letnico bomo prihodnje leto praznovali, upam, da jo bomo, zaradi tega, ker je šlo to za verjetno najbolj pomemben politični dogodek v zgodovini Slovenije, ki se je odvil na našem ozemlju. Namreč to je bil v seriji kongresov po napoleonskih vojnah, prvi je bil Dunajski. Ljubljanski je bil pomemben zato, ker je tukaj bila sprejeta deklaracija, v kateri bolj ali manj piše, da ko pride do neke napetosti v Evropi, se bomo najprej usedli pa poskušali zmeniti, šele potem se bomo šli streljati. Sicer v nadaljevanju to ni najbolj uspevalo, ampak začetek evropskega dogovarjanja v resnici lahko postavimo v Ljubljano. In na to mislim, da bi morali biti malo bolj ponosni in izkoristiti to priliko tudi prihodnje leto, ko imamo hkrati 200-letnico Ljubljanskega kongresa in predsedovanje v Evropski uniji. Evropska unija, ali pa vsaj njena ideja dogovarjanja, se je začela tukaj, pri nas. In tukaj, takrat, v letu 1821, kongres je trajal približno 4 mesece, so bile delegacije vseh pomembnih evropskih držav in 2 kompletna dvora. En je bil naš dvor, avstrijski cesar, je bil tukaj cesar Franc, za katerega je bila napisana, Haydn napisal tisto himno, Bog ohrani nam cesarja, Gott erhalte unser Kaiser, unser lieber Kaiser Franz, to je bil ta Franc. In s celotnim dvorom in njegovo veličanstvo bi moralo viseti tukaj, na tej steni, pa se je izkazalo, da je cesar čisto več veličasten za tale majhen prostor in smo ga morali potem deložirati dol v predsobo, da boste lahko videli velik portret. Ta čas ga pa tukaj nadomešča njegov kancler, knez Metternich. Tudi znam še iz srednješolskih učbenikov, Metternicha se še spomnimo kot utemeljitelja Evropske unije. Evropske unije, evo, točno to. Ne drugi, absolutizma sicer, ampak v redu. Na drugi strani je bil pa tukaj še bolj pomemben gost, ruski car, car Aleksandr I., katerega vojske so odločila pripomogle k zmagi nad Napoleonom in takrat je Rusija v bistvu bila tista, ki se je vprašala, kako se bo delo red v Evropi. In to je bila velika stvar. Po ruskem carju se imenuje gostilna, točno po tem ruskem carju, se imenuje gostilna ruski car. Imamo cesto 2 cesarjev, točno teh 2 cesarjev, Franca in Aleksandra, tja so hodili na izlete, tam je bil zgrajen paviljon. Še vedno tisti paviljon, pred 21 leti je bil obnovljen, pa potem spet zanemarjen, da ga bo zdaj vse popravili, bomo ravno imeli 200-letnico. Drugo leto bo. Ja, drugo leto. 21. Začetek leta, prvi polovici. In imamo kongresni trg, seveda, ki je spet po tem istem kongresu. No in če bi šlo vse tako, kot je treba, bi tukaj moral viseti portret carja Aleksandra, ampak se še ni primeren pojavil. Ta čas ga pa tukaj nadomešča njegova babica, Katarina Velika. Pa ne čisto slučajno, mesto Katarine Velike v knjižnici je absolutno upravičeno. Za njenega vladanja, ona je sicer nemška princesa, ki se je naučila ruščine kot ta prva stvar in je bolj govorila od svojega moža, ki je bil rodbina Romanov. Čeprav je slabo govorila še vedno. No in pod njeno vladavino je ruščina postala jezik literature. Ona je dala ustanoviti rusko nacionalno knjižnico, spodbujala dejansko ruski jezik in v bistvu je svojo vladavino začela s knjigo. Začela je z državnim udarom. Potem je še mož zginil v dosti kratkem času, oziroma uječi je bil v nekem sporu zaboren, tako da so ga pač pospravili stran. Ampak tisto, kar je želela je reformirati Rusijo. Tako daleč, da bi ustavo šla pisati, ni šla, to ne bi šlo, čeprav se je dopisovala z vsemi francoskimi, predvsem razumniki tistega časa. In je zato najprej napisala navodila, kako naj komisija, ki je ustanovila, prenovi rusko zakonodajo. In ta navodila je ona pisala v francoščini. Francoščina je bila jezik, ki ga je absolutno obvladala in seveda vsi izrazi za filozofski izrazi tistega časa, vse, kar je hotela povedati o tem, so bili v francoščini, tako je bilo to najlažje pisati. In ko je napisala rokopis v francoščini, so ga prevedli v nemščino in ruščino, v ruščini so imeli to nakaz, navodila, ki so jih dali komisiji in potem je komisija delala točko po točko zakonodajo. Pa so pa nemški tekst vzeli, pa ga prevedli v francoščino. Za komercialno izdajo sicer v Sankt Peterburgu tiskano, ampak za francoski trg, oziroma za evropski trg.
Niso vzeli nekega originalnega teksta, ampak pač prevod prevoda. No. In ta knjiga iz leta 1769 je evo tole zraven kipca Katarine Velike. In to je ta original iz leta 1769 v francoščini, ki je bil v Franciji prepovedan, ker je bil čisto preveč liberalna knjiga. Tako da, ja, lahko si pogledate tam. Prevodov so zanimivajoč. Me zanima, kako se primerja dejansko z njenimi dobesednimi teksti. Ampak ja, ne, tukaj imamo. No in to je primer tega, kaj želimo imeti v knjižnici. V knjižnici niso nujno samo knjige. Ne. Prejšnji teden smo imeli posvečen ravno Katarini Veliki, zaradi tega, ker je bil 8. marca, ali pa absolutno eno od tistih, ki je kot ženska se zelo uveljavila v Evropi svojega časa. In smo predstavili eno njeno pismo z vlastnoročnim podpisom, ki tudi spada na zbirko knjigic. Ampak sicer imamo v knjižnici knjige, ki ali spadajo v obdobje, recimo tale konverzacions leksikon je tukaj v nemščini, če ste želeli izpasti načitano, ste si prebrali geslo tukaj na noter, ste povedali, in kuharska knjiga iz tistega časa. Potem so stvari, ki so vezane na Rusijo, rusko umetnost, imamo tukaj v ruščini kar nekaj tega. Potem so tiste, ki so, če smem samo, vezane na stvari, ki jih imamo v Dači. Kot recimo prej omenjen katalog iz leta 1970 iz Narodne galerije. Evo je. Stojijo tista slika. Tista slika, vilinski ples, ja, je tlele noter. Tako da vse podatke o tem tukaj našli in potem seveda imamo knjige, ki so tako ali pa drugače pomembne za Slovenijo. Pa nastale na območju Slovenije, veliko tega z različnimi zgodbami. Zanimiva je najbolj prodajana knjiga, ki je napisal slovenski avtor. Kaj mislite? Varrazor. Ne. Logaritmi Jurija Vega. Njegova izdaja iz leta 1794 je potem zelo dolgo še bila tista, ki je bila najbolj uporabna in praktična in evo tukaj spodaj originalna izdaja iz tega leta. Ta debela knjiga so njegovi logaritmi. Živi dolg čas za vam povem, če smo samo teksti, mislim samo številke, ne? Moram se zgleda pač tabele, ne? Ampak to seveda Jurij Vega je, in tukaj imamo tudi, imamo pa čisto eno tako vojno zgodbo, tako rekoč. Ruska Dača ima podpisane sporazume o sodelovanju s glavnimi inštitucijami v Sloveniji, z Narodno galerijo, z Zavodom seveda in z NUK-om, kjer je sporazum zelo najbolj za obe strani. Če damo kaj, da pogledajo, pa rečejo, to je pa to, ne, so pripravljeni, na drugi strani pa seveda vejo, da spremljamo zadeve, ki prihajajo na prodaj in če se pojavi kaj, kar bi utegnili biti pomembno za, rekel, naše inštitucije, ne, potem nas, da jih obvestimo in da če so za to zainteresirani, se jih pač vse tam umakne. 2 leti nazaj je polet se pojavila na dražbi v Londonu, in to samo en teden pred tem izide katalog, ne, se je pojavilo pismo Jurija Vega. Tako čisto, zelo solidno pismo. Pismo, ki ga je Jurij Vega pisal svojemu založniku, nekako v smislu, me veseli, da je prvi del tega rokopisa varno prišel, drugega sem zdajle poslal, da bo tudi to v redu, samo še tole mesto tlele osvojimo, pa se bomo spet ukvarjali z logaritmi dalje. No in skazalo se je, da NUK nima niti enega rokopisa od Jurija Vega v svojih zbirki. Nima. Pač bil je vojak, vse originalni dokumenti so v glavnem v vojaških arhivih v Avstriji. In seveda je to pomenilo, da je NUK postal zainteresiran za to, da bi se to kupil in potem je bilo treba malo pomagati, ker v enem temu so se morali registrirati kot kupci pri Christie's v Londonu. Tako da, ko je prišel dan dražbe, je bilo organiziran tako, da je vodja oddelka za rokopise in stare tiske bil na telefonu s Christie's, jaz sem bil s svojim računalnikom po internetu povezan kot backup za vsak slučaj, s svojim geslom, in je NUK to kupil. In potem jeseni leta 18 tudi razstavil in tak manjši dogodek se da pogledati. Tako da, to je dobro.
Se nam kar fajn. Taka mečka zasluga, recimo. Lahko samo eno vprašanje. A je tale knjiga kdaj bila prevedena v slovenščino? Ne da bi vedel. To pomeni? Lahko da se pogledati v obi so bili zanesljivo morali biti, ampak sem precej prepričan, da ne. Okay. Knjiga, ja, ta je Côte de Catherine, Instruction par sa majesté in tako naprej. Knjiga, ki je bila najbolj, rečemo temu, eminentna povezava med Slovenijo pa Rusijo, je dejansko knjiga, ki je šla v latinščini, če se ne motim, originalno. In sicer je zapis Žige Herbersteina iz Vipave o njegovi diplomatski poti v Rusijo na dvor Ivana Groznega v 16. stoletju. In to je bil za Evropo dolg časa glavni vir podatkov o Rusiji. Ni Žiga. Ni Žiga Herberstein pri Ivanu Groznemu. Pri Ivanu Groznemu je bil Janez Kobenzelj, pa Žiga je bil 100 let prej. Žiga je bil 1550 približno. Malo prej. Pri Ivanu Groznemu je bil sigurno Janez Kobenzelj. Sam ne, Ivan je bil pa pri Vasiliju še, ali kaj? Pri Vasiliju. Pri Vasiliju, še pred Ivanom. Ja. Ok, še malo let prej, tudi redo. Ker pri Ivanu III. Ni bil, to je bilo prezgodaj, ne? Pri Ivanu Velikem se bila mora biti potem pri Vasiliju. Pri Vasiliju, da. Hvala lepa. Podatek. Nimamo je, tam povem. To je redka zadeva. Išla je v več različnih jezikih v tem 16. stoletju, ampak to recimo je navezava. Jo pa imamo prevod v slovenščino, to pa je. Kaj nekje v tej omari. No in potem so knjige, ki so seveda za Slovenijo še drugače pomembne, kot recimo Valvazorjeva slava, drugi natis iz 19. stoletja in prvi original iz 1689. leta. Medtem ko je Valvazor črpal svoje podatke iz različnih virov, med drugim tudi iz nekaj let starejše knjige, ki je napisal Johann Schönleben. Jezuit je napisal Canionia Antiqua et Nova, v latinščini knjigo o zgodovini dežele Kranjske in tisto knjigo imate tamle odprto, pa je že tak letnik, da se dotika samo z rokavicami. Ampak ja, tukaj je. In Schönleben je en tak začetek, spet ena navezave, ki se veže na tisto sliko, pa tole knjigo. Schönleben je bil knjižničar pri Auerspergih. Takratni Auersperg, Engelbert Wolf, grof, je bil zbiratelj knjig in tiste knjige bilo treba urediti, Schönleben je to za njega delal. In Auerspergi so dejansko zelo povezani s slovensko zgodovino, slovensko kulturo. Grofe Torjaške, so bili tudi knezje Torjaški. In tiste portret, ki ga tam vidite, je na njih navezan, to je namreč portret pesnika Nikolasa Lenova. Lenov je bil vodilni pesnik romantike v nemškem jeziku. Živel praktično istočasno s Prešernom, 2 leti razlike pri rojstvu in smrti. Vsega skupaj. Mislim, da je bil 2 leti kasneje rojen, pa 1 leto kasneje umrl. No in Lenov je leta 1831, bil je sicer rojen tam nekje na mađarsko-romunski meji, ampak nemškega rodu, je potoval skozi Slovenijo v Študgart, kjer je potem nekaj časa bival in takrat, tistega leta, ga je očitno v Sloveniji se je ustavil toliko časa, da je Matevž Langus, še en od naših znanih slikarjev 19. stoletja, naslikal tisle portret. In v tem času te pesnike so se očitno vsi med sabo kar dobro poznali. In je po vsej verjetnosti, dokler je bil v Sloveniji, bil tudi skupaj z grofom Aleksandrom Antonom Auerspergom, ki je bil tudi sam pesnik. In ko je potem Lenov umrl, je Lenov zapustil Auerspergu vse svoje rukopise, tako da je na ta Auersperg izdal potem zbrana dela Nikolasa Lenova. No, njegova, torej Auerspergova dela, Gedichte, zbirka pesmi, je pa tukaj prva izdaja iz 30. let 19. stoletja, ampak pri nas je ta Auersperg znan po nečem drugem. Auersperg je pri nas znan kot pivski kolega od Franceta Prešerna, ker je pisal vse svoje pesmi pod psevdonimom Anastasius Grün, se pač ne bi spodobno, da bi gospod grof z lastnim imenom, tem kneževskim nastopom tam v tiskarnah pa to.
Je nastopil občasno v Prešernovih pesmih tudi. In sicer je Prešern prevedel eno njegovo pesem iz nemščine v slovenščino in je, mislim, da je Venecijanske sanje Anastazija Zelenca, Anastazija Zgrn, Anastazija Zelenec. Tako da sta ona, da sta en par teh igrc med sabo, ko je Prešern umrl, je recimo Auersperg prevedel začetek njegove pesmi Pevcev, kdo zna... Slepek, da se spet vršuje. Ne, tista, kdo zna temu nad kitar duha, tisto v nemščino kot njegov v bistvu epitaf. In hecna stvar je, da je Prešern, torej zapis kaže, da sta bila skupaj pri Smoletu na njegovem dvorcu na Gorjancih. In tam piše, da to pa Trdina potem piše, da še ni bilo tazga razgranje, kot takrat, ko so biteli gospodje tam. Ampak v knjižnici Auerspergovega dvorca pri Krškem se je pa Prešern prvič spoznal z Valvazorjevo, slavo vojvodine Kranjske, in se je skupaj brala. In iz ene legende, ki je tukaj noter vsebovana, napisala vsak svojo pesem. Sturmbraut je v nemščini Auerspergova pesem, Prešernova iz iste legende je pa Povodni mož. Tako da te navezave, veste, med Slovenci, Nemci, z umetnostjo, ki je nastala na našem ozemlju, tudi v kakšnem drugem jeziku, absolutno obstajajo. In za kulturni praznik za Prešernov dan smo recimo tukaj pa predstavili posebej še izdajo pesmi, Prešernovih pesmi v nemščino prevedenih, ki jih je napisala ki jih je prepesnila Lili Novi. In ta prepesnitev je, meni se zdi izjemna, zaradi tega, ker se je lotila tudi sonetnega venca, naj se veste, sonetni venc se potem magistrale sestavljajo na koncu v Primicovi Juliji. In Lili Novi je uspela magistrale prevesti, torej cel sonetni venc prevesti tako, da se potem magistrale sestavljajo An Julija Primic. Klare Egipta. Tako da je to tudi, bi rekel, čist posebno mojstrstvo. No in seveda se v tej knjižnici spomnimo jasno tudi na gospoda Petriča in en lušten zapis, ki je izšel v amerikanskem Slovencu, torej v časopisu, ki je v slovenščini izhajal v Ameriki 14. novembra 1913, točen datum, in piše takole. Lovska sreča. Gospod Petrič, zastopnik puntigamske pivovarne, je ondan ustrelil v strateškem lovu pri ložu jelena z 12 izrastki. Rogovje tega jelena je izredno lepo zraščeno, 85 cm visoko in 110 cm na široko razraščeno. Res izredna lovska sreča. No in ker smo se spoznali z vnukinjo Franca Petriča, dejansko vnukinja, mislim, 2 vnukinje je imel vsega skupaj, smo dobili nekaj njegovih fotografij na razpolaganje. Evo, tukaj je gospod Petrič in s svojima 2 sinovoma in prav primerno je tukaj v lovski opravi s puško. In tudi Jelen je zraven. Jelen je zraven tak Še živita v dekorativna. Še živi, obedve še živita. Imate kakšne stike? Smo v stiku, se še odločati, da ste pripravljeni se izpostaviti, da tako rečem, da te bomo njim prepustili, da povejo. Smo še zelo hvaležni za to, da smo dobili nekaj dodatnih dokumentov in fotografij, da smo vsaj končno zvedeli, kako je gospod Petrič zgledal in tudi ugotovili kakšne stvari, ki so prej bile zelo tako, mislim, gledane. Najprej je bilo podatek, da je bil iz Rateč. Da se spoznal, da ne bil iz Rateč, ampak tudi iz Radeč, pri Zidanem mostu. Take malenkosti na nek način. Knjižnica, prednjo zapustimo, še eno navezavo na tisk, ker bomo potem v paviljonu družbe. V paviljon namreč gremo na eno degustacijo, ampak o tem bomo več tam. Sem tole bi še prepovedal. To je en kos pohištva, ki je malo drugačen, no, tako rečem. Zdaj v glavnem ne najdete v tej obliki, temu se reče tantalus. Tale omarca s pijačo. Ni videti Majer, tole. Tole je misca, ja, ampak ne, tole je tale škatla s pijačo. Se pa reče tantalus. Tantal je bil drugač grški kralj, ki je ušpičil par stvari za časa življenja, zato mora se pokoriti potem v hadu s munkami. In ta glavni del teh munk je, da je do vratu v vodi, ampak ko se hoče stegniti do vode dol, sklon do vode, se mu voda izmakne.
No in to so Tantalove muke. Ne? Žen in lačen, vse je na dosegu, ampak do tega ne more. In to je ta isti princip. Ne? Temu se rekli Tantalov, zaradi tega, ker so služabniki lahko gledali pijačo od gospodarja, ampak tiste ključe imel on v žepu, ne? In so lahko samo gledali, do leta niso mogli. Osnovni princip. Preden gremo, bi sam povedal še, kdo je prišel prej za avto. Jaz. Ja. Okay. Ruska Rača ima tudi svojo limuzino, ki je... Če ste že povedali, da ste ono gospod 90-letno pripeljali. Ja, tako je, ne? Ki služi za take veliko namene in naročnica te limuzine gre za limuzino Rolls-Royce Phantom 6. To je zadnja generacija klasičnih limuzin, to je tistih, ki imajo predelitev, mislim, steno vmes med prostorom za šoferje in za potnike. Prvotna naročnica je bila princesa Aleksandra, sestrična od britanske kraljice, ki je to limuzino rabila za svoje uradne namene. Je naročila leta 1971, vsaka posebej ročno narejena in vsega skupaj je bilo 374 narejenih, je trajalo 2 leti, da so jo dostavili. No? In potem je približno 25 let uporabljala, ker je bila dostavljena kraljevi družini, so originalno vgradili modro lučko že na vrh. Sicer tega niso počeli. No? Potem je pa 20 let počivala, se je pojavila v Angliji na probe in je pritegnila pozornost, ravno zaradi tega, ker je bila njena lastnica princesa Aleksandra. Namreč Aleksandra je imela veliko različnih funkcij za kraljevo družino, ena izmed njih je bila, da je bila od ustanovitve do potem 40 let rektorica Univerze v Lancasteru. Chancellor, kar mi prevajamo kot rektor, je bolj nečastna funkcija, ne? Vice chancellor ali prorektor je tisti, ki vodi. No, in Univerza v Lancasteru, tole mi grede je princesa Aleksandra. Tako je izgledala v času, ko je imela limuzino v lasti. In Lancaster je univerza, na kateri sem jaz študiral, tako da sem doktorat dobil iz njenih rok. Sem bil zato pozoren ravno na to limuzino, tako da je nakupljena potem nekaj mesecev v Salzburgu, kjer so največji mojstri za obnovo tega. In zdaj evo nam tukaj služi. Kje je ta avto zdaj? Ta avto je v svoji garaži.